Mi hočemo vzrok najdeti, kot vi zdaj, ne? Kaj je tisto? Pa ni važno ta vzrok. Lahko hitro spoznam vzrok svojih težava pa še vedno vztraja. Se pravi, treba nekaj drugega napraviti. Od danes naprej, kaj bom spremenil v svojem življenju, vzroki se bodo pa že spoznali počasi. Težava je potem zdaj mladi, a ne? Blazno velike te bivanjske preznote in vsaj kar jaz vidim, kar zdaj hodi na novo po pomoč, ta bivanjska preznota blazno prevladuje. Še 10 let nazaj ni bilo toliko tega. Človek pride v stisko v življenju, težavo. In določen procent ljudi razbremenjuje svojo stisko z tem, da spije kozarc ali se žge joint ali karkoli in je lažje, ne? Človek lažje živi, stiska zgine. Se pravi, z omamo, razbremeniš stisko. Od česa smo pol zares odvisni? Če je toliko enih zunanjih stvari, po katerih posežemo, zakaj posežemo? Kaj je tisto, kar se skriva od zadaj? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Žena rekla. Se kako za alkoholiki, ne? Jaz sem natančno vedel. Hvala Bogu, da je bila žena toliko modra, da je po 6-7 letih prekinila to kalvarijo najino in da je mi postavila ultimat. Ne. Tako zdaj pa ali zdravljenje ali pa pač gremo vsak svojo pot. In sem pa vedel, da si sam ne morem več pomagati. Že pri 30 letih sem vedel, da pač sem zasvojen in sem samo čakal ta milostin udarc žene, in sem bil takoj pripravljen brez vsakih odporov, brez obrambnih mehanizmov in sem se priključila dr. Ruglu, ne. Z njegovi bandi, kot je rekla, verjena. Tako. Kaj pa Uroš, kaj pa ti, kako si pa ti to obdobje mogoče takrat, kako se ga spomniš? A si ti tako videl očeta, kot da je neki po domač povedan narobe z njim, da bi rabo zdravljenje, ali kako si ti to dojemal? Ne, mislim, jaz se tega obdobja ne spomnim, ne? To je tisto najbolj povedno. Pravzaprav moja sestra ima veliko več spominov, jaz jih pa enostavno nimam. Manj spomin to, da sem dobil astmo, ne, pri 4 letih, ne. Pol pa do 12 let imam res tako izredno malo spominov, ne, kar je po svoje povedno, ne. In očitno neke posledice je pustil, se veste, ko rečejo, ne, da biti psihoterapevt je diagnoza in očitno ne, je to tudi del tega, ne, tako malo v hecu. Ja, tako da ne, ampak oče ni bil nasilen alkoholik, ne, mislim, je bil tako, da kar se spomnim, imam seveda, ne, na živčno mater, določene slike, to je pa to, ne, se tudi tukaj mislim, da je tako bilo največ, ne, se mi zdi škode tega krega, ki je to bilo, ki ga pa jaz res nekako nimam, zdaj poznam pa teorijo in to, da vidim, kako se danes kot odrasel na določene stvari reagiram, ne, da si pa lahko približen sliko naredim, ne, kako so bili kregi, ko so šli, ne, in tako naprej. Pa potem seveda, ne, hitro sem se začel v šport umikati, ne, kjer sem imel svoj mer in kjer sem lahko, se mi zdi, vso to mojo odvečno energijo lepo odložil, ne, in pač nadkompenziral tam, kamor sem pol zelo daleč uspel pripeljati, tako in drugače. No, se mogoče si dal zelo lepo iztočnico, plezanje, ne, je bilo že od začetka plezanje, ali v glavnem rečva šport, v šport si šel noter tudi kot vrhunski športnik in potem te je to pripeljalo do tega, da si na ta šport začel gledati malo drugače, oziroma si videl mogoče rečva temu temno plat tega. Ne, to je bil cel proces, to je na koncu. Mislim, jaz sem šel v šport, pač to se mi je zdelo, kaj pa vem, to je takrat tam bilo, ne vem, to pač sem bil jaz, tukaj sem bil dober, tukaj sem se lahko pač potrjeval in to je šlo tako z roko v roki, ne, ker pač bil sem nadarjen za katerekoli športe in plezanje, pa kaj pa vem, morda zato, ker sem bil v Kamniku in v Kamniku ima plezanje res tradicija. Jaz se spomnim, pač z Ruglom se je hodilo v hribe, ne, tistega sicer nimam v najlepših spominih, ker so nas terali, ne, in
Tako, ne, ampak to mi je pa bilo. Jaz sem hotel že pri 11 plezati, sem šel takrat, to je bilo leta 87, na alpinistični odsek, v alpinistično šolo, normalno, da takrat še ni bilo umetnih s tem pa tega, da me niso seveda vzeli, potem pa takoj, ko je bila možnost, sem se za to plezanje, ne vem, odločil, tako da očitno je bilo res globoko v meni, ampak tudi prej smo se skupaj nekim športi sem se ukvarjal. Potem pa tako, ker sem to plezanje, tako sem kar delč pripeljal in rezultatsko, pa tudi kar se tiče samodestruktivnosti. In na koncu sem imel tako pač neko težko izgorelost, potem sem se mogel umakniti, takrat se mi je zdelo to najhujš, kar se mi je zgodilo, zdaj vidim, da hvala Bogu, da se mi je to zgodilo. Ampak pa sem se tako na nek način zelo sramoval tega obdobja in dolgo sem se temu umikal, dokler nisem tako se mogel za študij odločiti in tudi tukaj sem šel šport študirati, predvsem zato, da ne bi psihologije, psihoterapije, ker sem imel to še preveč tako, tak oče, ne. Ja. In zdaj starejši, ki sem bolj sem podoben. In kdaj, ker tako, ker delam terapije, kdaj tako, ker se usedem in se, ali pa dan tako roke isto, kot ti naredim, in me kar zmrezi, ampak dobro, tudi to sprejemam, se je veliko dobrega, hvala Bogu, ne. In tako, da tega sem pač potem šel v šport in sem tudi kot trener in to delal, ampak plezanje samega sem se v bistvu zelo dolgo sramoval, ne. Potem pa na koncu, ker sem delal še smučarji in ker sem pa že v meni neke stvari dozorele, sem zaključil s tem, da sem se umaknil, ker vse, kar smo delali, je tem ljudem, športnikom škodovalo. In jaz sem rekel, ok, to se spremenilo ne bo, ko bojo oni nazaj gledali, jaz ne bom na tej točki, ko bojo rekli, ti si mi pa škodoval in sem se umaknil. In sem rekel tako ženi doma, mislim, jaz se ne grem več, kaj je psihiatrija. To je bolnica, to je psihiatrija. In pol, ker sem takrat ravno doktorat tudi prisvojil, je bilo nekako normalno, da sem to temo se potem lotil, Doskrat omeniš samo ironijo v tem, v bistvu, kako nisi želel iti po tem reku, jabolko ne pade daleč od drevesa, ampak dejansko. Daj mi malo oba mogoče povejte, kako sta se doskrat pogovarjala o tem, se pravi odnos oče-sin, da bi on mogel iti po tej poti, verjetno ni bilo govora, Zdaj pa ironično v bistvu si govoril, da ne bi bil rad to in evo te. To je dolga zgodba, Uroš je na svoje življenje šel kot vrhunski športnik, plezalec, in to so zanimivo je bilo, ker je športno gimnazijo je delal v Ljubljani, v Šiški. Si lepo rekel delal, ko hodil nisem. Delal na športni način, in takrat ni moc rekel, ki je šel v Ameriko plezati, takrat je bil pozitiven. Znači vedno popravce in tako naprej. In potem, ko je končal gimnazijo, je rekel, jaz ne bom šel študirati, jaz bom samo plezal, tega bom tudi živel in tako naprej. In živel je pa še vedno pri nama z ženo, doma. In to je bilo tako moteče za naju pravzaprav, da je njegov način življenja, čeprav ni bilo nekih ekscesov, da bi ne vem kako ponočval, se zapijal ali kadil ali karkoli kot mnogi tukaj mladi, ampak je svojim načinom življenja motil najinga tako, da smo morali iti narazen. Smo mu rekla, čez pol leta sva ženo razmišljala približno, kaj napraviti. Da sva mi dva dozorela, da sva ga lahko postavila pred vrata. Smo rekla, dragi moj, beži, ne moramo skupaj živeti, beži na svoje, plačam ti 3 mesece stanovanje, potem pa živi in veš, kot znaš. Ker pač študirati nočeš, če boš študiral, te živi in drugače pa ne. In tako je šel svojo pot. Hvala Bogu mu dekle, šel se v celo in šel svojo pot in nikdar v življenju mu nisva rekla, moraš študirati, moraš to, moraš v tretje. Je šel svoje življenje in jaz upam, da smo te pustili, kar se tega tiče na miru. To glede študija, Ne, tako. No, in potem približno pri 35 letih, ali daj, ne? Pri 30. Enkrat pri 30 je prišel k meni pa rekel, ti nončko, mi pravi, ker so otroci na Primorskem živeli tudi on, jaz pa mislim, da se imam od tebe kaj za naučiti. Jaz nisem verjel, čelust mi padla dol. Kaj zdaj to pomeni? Ja, rad bi delal to, kar ti delaš, Vsako je fino, beži študirati psihoterapijo, da imaš licenco, potem pa naprej. In potem se je vključil tudi v moje skupine, poleg je da se
priučil temu, da je bil prisoten, začel ta življenje počasi sprejemati, ne, in tako je na hitro diplomiral, doktoriral, zdaj drugi doktorat dela in tako naprej. In šel neko svojo pot, se pravi, jabolko ne pade daleč od drevesa. In razmišljal sem, zakaj pravzaprav, kako to, da je prišlo do tega obrata. In sem trdno prepričan zaradi tega, ker je kljub temu rastel v okolju, ki je bil majhen, ne, on je bil, koliko si bil star, 7 let, 8 let, ko so šla mi doktor Ruglu, to ne pomeni, da ni nobenih posledic, daleč od tega. Ampak kljub temu je naju gledal vso mladost, vse te krizna leta iskanja identitete, kako mi dva živiva. Ob tem načinu življenja, se pravi od športa do študija, branja literature in tako naprej, narave in tako naprej. In je to pravzaprav ponotranjil. In je prišlo malo z zamikom do izraza. Hvala Bogu. Ne? In je vedno prav, to pa vem, da je ogromno prav in potem tudi ta preskok je bil zelo enostaven. Ker zdaj, veste, ljudje, ki prihajajo k meni, so izobraženi, večinoma je visoka izobrazba, skoraj povprečje, ker je intelektualno zahteven program, ne? Ampak to še nič ne pomeni, so pravzaprav popolni analfabeti, kar se tiče literature. Ne? Tako da se morajo priučiti in zopet v ta svet literature vstopiti, da je takšen in drugačen. Uroš, ki si prvič prišel v stik z se pravi to metodo, ki jo uporablja tudi, ki jo je takrat tudi oče uporabljal, ne? Kaj je bilo nekaj tazga, kjer si ti opazil kot mogoče nekdo, ki zdaj noter prihaja, da ti je pa bilo to smiselno? Zakaj si videl v tem nek smisel? Mislim, že drugačen smisel sem videl že zaradi, mislim, jaz sem to metodo živel, a ne se ne, da sem prvič odprl, jaz pač tukaj, mislim, nisem imel izbere, se hvala Bogu, da ni bilo izbere, ne, da se je šel oče zdraviti in da takrat do neke mere ne, smo to živeli, pač seveda, ne, tudi kot je rekel, to, kar si rekel, smo pač, jaz sem to doma gledal Srkov in normalno, da sem izid dober, ker natančno pa vem, mislim, ker ne, jaz sem pač tudi kot oče zelo dovzeten za vse zasvojenosti, a ne, sem tako zelo nati z vsem, kar se da, ne, so mrščem najdem, kar je prej kazal tukaj kolega, ne, in vem, kam bi me pelali, če ne bi imel nekega zavedanja ravno zaradi tega, ker se oče zdravo, ne, to, kar smo popivali, nekaj tega pač ti nisi videl, ker nisem bil veliko doma, ne. Hvala Bogu. Tako, ne, in si tukaj sem videl ene par ljudi, ki smo plezali skupaj, sem vesel, da sem jih danes videl tukaj, mislim, da vejo, o čem govorim, saj deloma, ne. No, ampak pač jaz sem stalno imel od zadaj, ne, to, okej, mislim, si pravim, to sem delal z veseljem, a ne, sem se o tem udejstvoval, sem pa vedel, da to prvo kot prvo ni normalno in da moram biti skrajno previden. In to seveda me je pač, tako se mi zdi rešilo, ker če ne, pač bi se zapil, drugero najbrž se ne bi, ker sem tako, po moje, premal psih, mislim, zelo dovzeten za droge, no, in tako sem videl, da to ne bi delč prišlo, ne, tako da sem zelo, nisem niti eksperimentiral, kaj dosti, alkohol pa definitivno, ne, bi me nesel. Tako da, potem, ko sem se odločil, sem stalno, že v srednji šoli psihologijo, sem najrajši psihološko literaturo, sem stalno bral, a ne, in ko sem se končno obrnil, a ne, dozorel na nek način, ko me je življenje do tega pripeljalo, je bilo pa seveda samoumevno, ne, da sem šel do očeta, ga gledal, pač tudi nekako se mi je zdelo, da je to metoda, ki je učinkovita, ki dela, in se mi zdi, bi bilo neumno tukaj, če ne bi tega naredil, se pač naučil to ponotranjil. Potem pa hvala Bogu, zdaj ko gledam nazaj, da nisem zgolj slaba kopija očeta, ker čevlji so kar veliki. Sem jaz, oče psiholog, jaz sem pa, hvala Bogu, psihoterapijo šel študirati. In tukaj pa sem si potem počasi neke stvari postavil, mislim, jih vidim drugače, jih dojemam drugače, razmišljam drugače in se lahko na nekih stvari potem tudi lahko rečem, da jih delam drugače in da se tukaj ločim. Zdaj ljudje pa lahko seveda potem izberajo. Je pa še vedno
vsaj skupinskih terapij v grodje pa isto ohranjamo, kar je temelj metode, ki pač deluje normalno. Ja, tega sem se hotel dotakniti. Midva smo imela že en pogovor v tvoji pisarni na Zavodu Mitikas. In v bistvu takrat sem jaz nekako dobil že neko pogled v to metodo. Na hitro si mi opisal, Andrej, kako deluje. Pa bi mogoče zdaj tako postavil kar eno preprosto vprašanje, sicer zdaj po tolikih letih dela s to metodo, zakaj ta pristop deluje in če ga lahko malo pišeš, torej na kakšen način se ti lotevaš zdravljenja. Ja. Glejte, čisto osnovna predpostavka je, pustimo zdaj psihoterapijo in psihologijo na strani. Človek v stisko prihaja ponovadi zaradi tega, ker nekaj narobe dela v življenju. Zdaj pustimo vzroke in tako naprej, da se lahko zapletamo. In ta narobe je treba prav obračati. Se pravi, neke vedenjske vzorce, ki so napačni, je treba pač spremeniti. Tako, kot je Sara Isakovič govorila, 10.000 se nekoga... Kramli, 1700-krat. Ja, 10.000 bo kar ta prava številka, ali pa še več. Je treba spremeniti neke vedenjske vzorce, da izrinejo stare vzorce z možganov, da se tem neroznanost govori. In seveda je treba te prave stvari začeti delati v življenju. In tukaj ne gre brez tega, da je človek postane, čeprav je odrasel kot majhen otrok, učljiv. Ker kdo pa želi trpeti, kdo pa želi biti zasvojen ali pa karkoli drugega. Želimo živeti dobro, želimo živeti tako, da se dobro počutimo. In seveda pot do tega hitrih poti v nebesa. Zlasti, če človek zavozil. In se pravim, jaz skušam ljudi naučiti oziroma jih elitnike ustvariti iz njih. Kaj to pomeni elitnike? To ne pomeni nekdo, da je elitnik nekdo, ki ima elitni položaj, kot naprimer parlament ali kdorkoli. To še ne pomeni, da je človek eliten. Ampak je nekdo tisti, ki skrbi res, kot je dr. Rugel rekel, na 3 sidriščih. Se pravi, da skrbi za odnos z svojo ženo, otroki in tako naprej. To je prvo sidrišče. Drugo je ustvarjalnost, delo in pa družba, v kateri smo vklopljeni. Na teh področjih mora človek delovati tako, kot se spodobi. Saj na 2 mora stati, da prosperira lahko v življenju. Če samo na enem sidrišču, ga slejko prepodere. No in to je treba se naučiti, navaditi. In ljudje morajo zamenjati vedenjske vzorce, vse to morda sami vemo, da je treba nekaj zamenjati, ampak zelo hitro smo zopet na starih vzorcih, če se ne discipliniramo. Če to ne postane res neko zahteva. In tukaj je v teh programov je pravzaprav kup terapevtskih sredstev, ki se uporabljajo na telesnem, se pravi na vseh dimenzijah človeka, telesnem, intelektualnem, psihološkem in tudi duhovni ravni. In vse je obvezno. Tukaj ni priporočilo. Boš odtekel maraton na tem. Vse maraton ni bistven. Bistveno je, da se človek 1 uro zase vzame na dan ali pa vsaj 5-krat na teden. In to je najboljši antidepresiv, kot vsi doktorji tudi vejo. Hitra hoja, tek je tisto, kar preko telesa sprošča svojo psiho v nekem smislu in se umirjaš. In tako je tudi v tem programu, je vse zahteva od literature in tako naprej, to je 56 terapevtskih sredstev. In tukaj je razlika med ostalimi, da morajo ljudje delati. In jaz vzamem samo tiste, ki hočejo na ta način, vedo, v kaj se spuščajo, in če niso pripravljeni, potem tudi pač ne poščijo druge pomoč. Vse pomoči je, kar hočete. In ta sistem je verjetno v našem prostoru najbolj zahteven, najbolj uspešen. Nedvomno. Ampak seveda za posebne ljudi, ki so pripravljeni na ta način živeti. Tako da je to, se morda sliši grozno, ampak seveda je pa tudi res, to je skupinsko delo in v skupini je efekt veliko močnejši. Veste, tukaj je ogromno špeglov, bi lahko temu reklo. In ljudje, veste, v skupini, ko nekomu nekaj pripoveduješ, drugi sliši to in nas se povzame in tako naprej. In tudi v skupini sami imamo izkušnjo. Človek napravi neke stvari, ki jih drugače sam ne. Ga potegne. To je posebna mistika, ki jo težko razložiš. S psihologi vse lahko razložimo, koliko je res, je drugo vprašanje. Ampak tako da tudi, to je posebna mistika, ki se ne da razložiti čisto. Zakaj se vse dogaja tukaj noter? Tako da je to en takšen program, v literaturi, predvsem v Rugelovih in pa mojih knjigah je to opisano, ki je specifičen, poseben, zahteven in zaradi tega tudi, naprimer, 10% alkoholikov, ko sem prej omenil pri meni, do zdaj, v
več kot 30 let že delam, da na ta način se je samo eden ponovno zapil nazaj, recidiviral. Samo je kriterij, veste, kaj je uspeh, postavljen tam nekje, ne. Naprimer o zasvojenosti, o alkoholu in tako naprej se sploh ne pogovarjamo in tako naprej. Ampak o tem, ali človek opravlja svoje naloge življenjske tako, kot se spodobi. Vi svoje, jaz svoje, kdorkoli od nas. To je po Franklovu malo, ne. Potem najde človek svoj smisel življenja, ki ga moraš sam najdeti, ne more ga noben najdeti. In to je ta način dela, da kvaliteto življenja dvignemo še enkrat na visok nivo. Potem je možnost drsa minimalna. Se pravi, gre v bistvu res za neko zelo preprosto idejo o tem, da bi vsak človek mogel biti discipliniran in bi procent odvisnosti padel krepko dol. Ja, lejte, že sam je treba nek sistem, nedvomno. Seveda, disciplina je osnova vsega. Vsi imamo življenje, vsi imamo izkušnjo, da samo preko discipline dosežemo svoje cilje. Treba se tu potruditi, treba garati za to in tako naprej. In to je tisto, kar te polni potem tudi. In tukaj v tem programu je osnoven program, traja 3 leta, ne 3 mesece kot v bolnicah. Ne. 3 leta ljudje je izkušnja takšna, rabijo, da ponotranijo ta način življenja in to postane njihov način življenja, ne moja zahteva. Oziroma zahteva programa. In ko je to se zgodilo kot pri vzgoji otrok, ne, ko naše vrednote, starše postanejo njegove vrednote, avtonomno z njega izhajajo, in takrat smo vzgojno zmagali. Ne. Iz njega izhajajo. In tudi ljudje živijo zaradi sebe, ne zaradi tega, to program zahteva. To je tisto razlika, in to je dolgotrajen proces, ne. To je dolga pot. Ni lahkih poti v nebesa še enkrat. Sigurno, ja, sigurno. In če zdaj postavim za oba vprašanje, ki je ključno danes, ki tudi mene najbolj zanima. Od česa smo pol zares odvisni? Če je tukaj enih zunanjih stvari, po katerih posežemo, zakaj posežemo? Kaj je tisto, kar se skriva od zadaj? Mislim, meni daleč najlepši odgovor na to je dal Gabor Mate. Ne? On pravi, nikoli pravzaprav ne smeš gledati, od česa je nekdo odvisen, pa kaj je bolečina od spode. In to je, to mislim, da je, vsaj kar jaz vidim, se vedno izkaže kot pravilno. Ja, gledajte, zelo enostavno, da vedno iščemo neke travme, zdaj teorija travm je zelo, zdaj zopet prihaja na dan, ta paradigma v nekem smislu. Ja, tudi ne, ampak ne toliko travm. Mehne stvari, ki se ti v življenju dogajajo, ki so malo težke, travmatične, malo čez daljše časovno obdobje, potem rezultira. Ampak gre za nekaj, en takšen princip. Vsi iščemo vzroke svojih težav, zakaj se kdo zapil, zakaj se kdo zadrugiral, zakaj ima kdo težave takšne ali drugačne v življenju. Vendar gre za en takšen princip, ki je pravzaprav univerzalen, se mi zdi. Ne? Človek pride v stisko v življenju, težavo. In določen procent ljudi razbremenjuje svojo stisko z tem, da spije kozarc ali se prežge joint ali karkoli in je lažje. Ne? Človek lažje živi, stiska zgine. Se pravi, z rahlo omamo, razbremeniš stisko. In določen procent ljudi je takšen, da hitro zapade temu pravzaprav omamljanju, v krizah stiskih, in to je pravzaprav nek pogojen refleks se razvija. Ko stiska se pojavi se pa vedno v življenju, vsakmo od nas razbremeniš z tem, da spiješ kozarc 2, 3 in seveda vedno večjo dozo rabiš za isti učinek in nehote pač se človek, jaz ne poznam alkoholika ali pa narkomana, ki hoče to postati. Nobeden, vsi imamo kontrolo, jaz imam kontrolo, pa je morda že zdavni nima več. Se pravi, postane to potreba potem, in ta zasvojenost, oziroma postane na ta način, na takšen netraumatičen način, ampak preprosto lažje živiš s tem, da se malo omamljaš. Tukaj je težava. Zdaj pa seveda še temu rečemo po Franklovu, da je bivanska praznota v človeku, da nima za kaj živeti, da nima nobenega vizije pred sabo in tako naprej, potem je pa ta pot zelo kratka, ta korak zelo hiter. Jaz sem slišal, da, jaz sem slišal, da v bistvu, in se tudi strinjam s tem, da v bistvu takrat, ko pride ta potreba, a veš, kaj rečejo ljudje, živčen sem, moram na en čik, on, ki skadi čik, dejansko mu pomaga, in zakrpa neko to potrebo, nek impuls, ampak kje se skriva kle, zakaj sploh neki pomaga, ker nikoli ni rabo? Veš, kaj mislim? Določen procent ljudi, ne vem zakaj, v teoriji je ogromno, da zdaj imamo pač dopaminske, serotoninske in tako naprej, če se temu govori, da koliko je to res, je drugo vprašanje, temu so tudi literatura piše, koliko je to res, koliko ni.
Ampak določen procent ljudi, približno 10% v neki populaciji se bo zakadilo, zapilo, zadrogiralo in tako naprej. Ima neke predispozicije, lahko te biosocialne teorije o tem govorijo, neke predispozicije in seveda takšen človek verjetno ne bi smel nikoli kaj preveč eksperimentirati s tem zadevama. Vse lete, imate 100 mladeničev, enako kadijo, enako pijejo, enake pogoje, približno so imela, da 10% bo kolapsiralo, vseh 90% bo šlo pa normalno v življenje naprej. To je nekakšno, teh 10% nekje v populaciji vedno se ima težave s tem. Plete, teorije je ogromno, kaj je ti res, veste, to je zelo vprašljivo. Vsak človek je neka posebnega, nek čudež, neka svoja zgodba ima, neke svoje, ne vem kaj. In vsakega posameznika potem treba gledati. Ampak se ni važno, veste, mi hočemo vzrok najdeti, kot vi zdaj, ne. Kaj je tisto? Pa ni važno ta vzrok. Ta vzrok, mi razmišljamo tako, se bo šlo prej z besedo. Mi skušamo vedno vzrok najdeti. Ko bom jaz najdel vzrok svojih težav, jih bom tudi razrešil. V praksi se izkaže, da ni tako. Lahko hitro spoznam vzrok svojih težav, težava pa še vedno vztraja. Se pravi, treba nekaj drugega napraviti. Od danes naprej, kaj bom spremenil v svojem življenju, vzroki se bodo pa že spoznali počasi. In sploh ne bodo tako nujno zelo vplivali na to, da bom zdaj prej razčistil zadeve. Kako jaz živim? Kaj počenjam v življenju? To je bistvo. Od danes naprej, kaj bom spremenil? Tukaj je tisto, kar omogoča. In dr. Rugel je ugotovil, da s psihoterapijo pravzaprav ne more pomagati prav nobenemu. On je bil psihoanalitik, jaz sem spomnim, pa sva sedela večere skupaj po skupinah in mi je kazal dosje svojih, klinične popise bolezni in tako naprej, ljudi, ki se s psihoanalizo ukvarjajo, takšne poki, on je bil zelo sistematičen, veste, ne. In je rekel, niti enega uspeha, niti enega rezultata nimam s tem. In zaradi tega je svoje mišljenje spremenil in se je pravzaprav lotil spoznanj oziroma se je naslonil na spoznanja filozofov, modrecev, literatov skozi zgodovino življenja, ki so vse opisali, kaj je tisto, kar človeka dviguje. In se je na tem osnoval svojo socialno-andragoško metodo. Ne na psihološkem, ne. Na tem momentu. Kaj je tisto, kar res človeka dviguje v višave. In to je pač bolj razloženo v filozofskih in drugih tekstih kot v psiholoških. Ja, super, hvala. Uroš, glede na to, da je šport en velik del tvojega dela, ne, oziroma športniki, kakorkoli, v neki točki pa je lahko tudi šport odvisnost, ne, tudi beg, da se počutimo bolj. Pa me zanima, kako ti vidiš mogoče šport in kako ga lahko zaznamo vse, da preko športa tudi bežimo in da v bistvu je tudi to neke vrste odvisnost. Mislim, ja, to danes, vrhunski šport je itak poglavje zase, ne. In vrhunski šport, sej mislim, da je tukaj pač, ne, Brajkovič to najlepše povedal, ne, kako je že moraš biti vrhunsko travmatiziran za vrhunske rezultate. Tukaj se mi zdi, da se ni zmotil. Tako, kot res pač v tem okolju, ki sem bil, pač ja, ne, je to nek umik, ampak zdaj tako to ni črno-belo zagledati, ne, samo stvari, ker to mnogo katerim, ne, razumete, nekdo, ki odrašča v alkoholični nasilni družini, je šport lahko rešilna bilka in sebe postavi, se utrdi in potem pač z neko, na tak ali drugačen način, če se zna od tega potem odpeti, ne, pri 30, 35, lahko živi bistveno boljš, kot če tega ne bi imel. Ampak mnogokrat pa žal postane to sam druga stran, rečemo, istega kovanca in ker sem zelo veliko delal z narkomani, pač v nizkopražnih programih z aktivnimi, pa v komunah, ne, kjer se zdravijo, visokopražnih in jaz sem bil presenečen prvo, koliko je vrhunskih športnikov not, ki so bili vrhunski v mladinskih kategorijah, ne. Drugo, koliko je njihovo vedenje pravzaprav zelo podobno, ne, enih in drugih, ne. Tako da tukaj zdaj in tudi se Brajkovič sam je rekel, pa zdaj se jaz lahko isto povem, ne, če on takrat ne bi nehal, pač, da bi se na neki točki ubil, ne, in to tudi, kar smo mi delali, tako je bilo na koncu, res neka norost, ne, res neka zasvojenost postane, ker to
rabiš, v bistvu ti nobenega več pravega veselja ne prinosi, ampak je pa neko veliko neugodna, neka neprijetnost, seveda, če tega ne delaš, če se v tak začaran krog, seveda, noter ujameš. Zdaj, kar je, to pač je v vrhunskem športu, in tudi zdaj, kot zadnji z raziskavami, malo pokrivan, danes je velik problem, seveda, ker otroci, rečemo, grejo in to grejo kar pogosto, pa si to ne rabiš biti nek znanstvenik, da ugotoviš, gre sam tekme pogledati nogometne v mlajših kategorijah, pa vidiš, kam starše data, ker pač ali so tirani ali pa alkoholiki prek pavca. Ne vsi, ampak večina. Sem pač nam se zdi normalno, če 3 pere spiješ v 11 na tekmi, to pripada nekemu 40-letniku, normalnemu, pač pa ni. Jaz sem bil pač šokiran, ker sem to videl, se to tudi v vrhunskem športu dogaja, med trenerji in to, in pol 2 stvari se tukaj zgodijo. Eno je, ker se zdaj nek otrok iz neke, dajmo reči, patološke družine gre v šport, kjer je to njegov varen svet, on se tja umakne, ampak starši zdaj zraven hodijo in ga ni človeka, ki bi to prepoznal, ki bi to omejil. Z veseljem jih še zraven jemljajo in se vklopijo v vse razne funkcije v klubih, ali pa pač so sam tam in lahko med treningom noter posegajo in tako naprej. Drugo pa je, da imaš pač tudi trenerje, problematičen kader, in večina teh dobrih, to je pač tragika tukaj v Sloveniji, ker nas je tako malo in tisti, ki so res dobri, so od zunaj, potem pa tukaj ostane, kar ostane, z redkimi izjemami in potem hočeš nočeš, te zlorabe, ki se dogajajo doma, to tako vedno ni zastonj, da ne vem, ženske, ki imajo nasilne partnerje, potem vedno znova take partnerje dobijo ali pa se nazaj vreže, pa žrtve spolnih zlorab, pa ne vedno znova so v situacijah, kjer se jim to zgodi in to se pač v vrhunskem športu dogaja. In zdaj, ko hodijo že s končanimi karierami, k nam, tudi nekih v skupinah, ko poslušaš, mislim, tako, teh zgodb je vedno več, ker 10 let nazaj se o tem res ni govorilo. Tudi jaz, ki sem delal za doktorat, prve raziskave in rezultate, ki smo dobili, jaz sem mislil katastrofa, ker rezultati so res slabi in jaz sem mislil, šitne, vse smo narobe naredili, to bo treba vse še enkrat. Ampak ker se ni bilo nikamor kaj dosti za naslonta, in sicer je treba z veliko previdnostjo interpretirati, ampak danes sem precej prepričan, da so rezultati še bistveno slabši. Tisto, kar je pa res problematično, je, ker ima zdaj kup enega profila teh vrhunskih rekreativcev, ki so pa še bolj nori kot vrhunski športniki, še 3-krat bolj so obrisani. Tam gre pa res, tu niso vsaj malo nadzirani, tam je pa no limit, in tisto tako so izrazito tako odvisniška in pač setlih tako samodestruktivna vedenja. In potem te mnogi vrhunski rekreativci ali pa vrhunski športniki zdaj, ker dobro je, če si v takem športu, rečemo, kjer si za to plačan in pol pred 30-35 si dovolj strte ne plače več in nehaš. Te, ki pa še kar pol ustrajajo, sploh teh bolj pol vzdržljivostnih pa razne panoge, ki se najde, pa ni naključno, da pol po 40 kar pogosto umirajo, se pač tako kot narkomani, toliko imaš časa. Ja, mislim, tudi smisel, tako kot si prej ti, Andrej, omenil, smisel zgubijo, identiteta se zlom. On je zdaj za nekaj bil hvaljen, nekje je dobil to potrditev in zdaj pride na točko, kjer lastne vrednosti ne vidi več. Mogoče bom tako vprašanje navezal, kot starš recimo, kaj jaz lahko že zdaj delam pri svojem otroku ali pa njegovih vrstnikih, da načeloma delam dobro za svojega otroka ali nasplošno za otroke, da jim, kako bi to zastavil do konca, torej da jim ne rečem, da preprečam možnost, da so odvisni, ampak da zmanjšam možnost, da bi oni praznino polnili z temi substancami. Niso problem otroci, ampak starši, Vi morate živeti tako, kot se spodobi, da mi lahko vzgajamo svoje otroke in narekovajo se, kdo koga vzgaja, zdaj je vprašanje, obojestranski proces, Samo svojim zgledom, avtoritativno, se pravi z avtoriteto. Avtoriteta pomeni zgled, ne nasilje, to ni avtoritarnost. Se pravi svojim vedenjem, svojim načinom življenja. To sporočate svojim otrokom, kaj je tisto, kar je vredno in ta vrednotni svet preko svojega življenja, seveda tudi
letom primerno, je tisto, kar tlakuje pot otroku. Veste, ko pride otrok v prvih, sedaj je problem, cel družben problem je zdaj seveda narcisistične družbe, o kateri govorimo, da se otrokov pravzaprav nič več ne omejuje, ne rekovaju ne omejuje, da mej postavlja, se pravi so razvajeni, kot je že pisal Žorž in tako naprej, se pravi po principu ugodja živijo in celotna družba živi na ta način. In tukaj je jedrni problem. In zdaj, kako v družini živeti, se pravi starša, da bosta ta zgled otroku preko svojega življenja. To je bistveno vprašanje. Potem, ko otrok pride, veste, v najtežje obdobje, to se pravi iskanje lastne identitete, v puberteto in potem tja do 18-19 let, ali kakorkoli, ko oblikuje svoj pogled na življenje, na svet, ko se obrne od družine v družbo, v kateri pač funkcionira, in takrat so vrednote staršev na preizkusu. On mora svoje mesto najti in svoj psihološko gledano, svoj proces individualizacije ponoviti na drugačen način v družbi, ne več v družini. In če so starši kolikor to korektno živeli, se pravi, da so dober zgled svojim otrokom, potem ima veliko šanso, da otrok lahko, kljub temu, da bo v družbi, ki je takšna kot je, da lahko diferenciral, kaj je prav, kaj ni prav. In bo znal ločiti, se pravi, da se v bistvu je vzgoje ta vertikalna avtoriteta. To je že Luigi Zoja piše. Ampak ok, in tukaj je silno pomembno, da potem v takšni družini bo potem tudi v zunanjem svetu otrok lahko se orientiral, kaj je prav, kaj ni prav. Ta moralni čut ima oblikovan in ima to pravzaprav kapaciteto razlikovati. In tudi se potem potegne, kasneje se izkaže, ko išče svojo pot, pa mislimo starši, vse smo narobe delali, bohe, kaj vse narobe, in se krivdo nase vlečemo in tako naprej. Ampak se otroci grejo svojo pot in ne znamo jih z rok spustiti malo. Današnja družba sploh tako, lejte, otrok pri 7-8 razredu, dobro, pustimo zdaj stare čase, smo otroke pošiljali sami v šolo, pa ni bilo treba staršem zraven hoditi. Zdaj otroci pravzaprav jim njihovo samostojnost radikalno omejujemo in ne morejo samostojne osebe sploh zrasti, ker je toliko enega nadzora nad njim, od domačih staršev, predvsem mam, šolnikov in tako naprej. Katastrofa. Dejansko se ne morejo samostojne osebe razviti, ker je družba tako pravzaprav helikoptersko, kot temu rečemo, nad njim bedi, da sploh se ne morejo razviti v samostojne osebe. To je tragika pravzaprav današnje družbe. In starši, otroci pa kljub temu ne moramo se zgovarjati na družbo. Družba je takšna, kot je, jo ne bomo spremenili. Starši v mikrokozmosu družine pa lahko napravimo čudeže. To je silno pomembno. Zgled, to je vzgoja. Ne pa, knjig piše o vzgoji nešteto, vse ste jih verjetno brali, in ko prideš potem, ko to bereš, imaš samo občutek, da se narobe delam. In potem seveda iščemo poti. Pretekli šla, nekaj si knjige v vzgojah bral. Ne šlo drugače, ampak. Tako je, potem tukaj imamo kar enih problemov, potem starši seveda, ki so negotovi vase, kako bo otrok potem neko gotovost vase pravzaprav ponotranju, če starši niso gotovi vase. In iščejo potem strokovnjake, pomoči in tako naprej, in strokovnjaki mu svetujejo to, tretje, četrto, pa nič ne zdrži, veste. Ja. Ker edini lasten zgled je tisti. Dostikrat k meni pride, da se to za hec malo povem, malo zares, ljudje. Pride za mladostniki k meni, ki kadi travo ali kaj ta. Težave je, kaj ne naredimo. Jaz pravim, dostikrat tako jih gledam časa, pa rečem, pojma nimam. Ne vem. Pa gledam, kako to. Ja, ste jaz strokovnjak za to področje? Ne, sem rekel, lejte, jaz sem svoje otroke vzgajal po svojem notranjem redu. Kakšen notranji red, vrednotni svet je vaš, jaz pojma nimam. Karkoli bom rekel, je to iz mene izhaja. In to niste vi. Vi pa lahko edini na ta način lahko svojim otrokom pot v življenje kažete. Pa so malo razočarani, ampak potem grejo pa k drugam, pa zopet dobijo in tako naprej, se ta začaran kruh naprej vrti. Ja. Kot družba, kako trenutno vidite nas kot družbo, sploh iz tega vidika vrednot, ki ste jih zdaj omenjala, pa predvsem glede našega odnosa do samega sebe, pa drugih ljudi. Kako to opažate? Mislim,
Mislim, sigurno, a ne, je kar, kriz nekih vrednot, a ne, ki bi mislim, so problematični časi, čeprav zdaj, če nazaj gledamo zgodovinsko, ne, je to vedno na nek način bilo, ampak to, če se malo nanesem, a ne, kaj je zdaj en tak, kar velik problem, a ne, je ta pač te narcisistični vzgibi, a ne, kar potem to se dogaja, a ne, ko blazno veliko produciramo. In ravno pri vzgoji se vidi, a ne, na eni strani seveda nobenih mej ne znamo dati, a ne, in potem je to, kar je prej govoril, ki se z zasvojenostmi te luknje, a ne, polnijo, ker če mi mej ne uspemo dati, ne, se seveda osebnost kot taka ne more razviti otrokova, ne, njegov jaz in je ko en tak lep kamen poln lukenj in to potem te zasvojenosti služijo, ne. In hkrati pa blazno projiciramo, a ne, ker pač seveda itak mislimo se pač tako vse okoli nas vrti, kot samo pomeni in potem mislim, da ni, a ne, nobenega tudi starše, saj tudi jaz, a ne, ki sem svoje otroke vzgajal, ki dobi slabo oceno, prvo je, sem slab starš, ne, in potem danes je en tak fenomen, ki se pa to še vedno ne tako 17, 18, 19 let stare otroke še vedno na tak način zelo heteronomno usmerja, zelo od zunaj, zelo tako tisto, kar starši mislijo, na nek način tako se krši neko osnovno pravico otroka do odraste, a ne, seveda drugače, kot to želijo starši, pa vedno ponavadi je tako. In težava je potem zdaj mladi, a ne, ko blazno velike te bivanjske praznote in vsaj kar jaz vidim, kar zdaj hodi na novo po pomoč, ta bivanjska praznota blazno prevladuje. To se mi zdi, še 10 let nazaj ni bilo toliko tega, zdaj pa imaš, se pravi, mlade na vrhuncu moči, se pravi, med 20-30 let, ker so vedno, a ne, se pač obvarovani so bili vsega, ne, seveda nič netolerance do nasilja, ne, popolnoma varen prostor od šole do vsega, ne, in so nesposobni živeti v zunanjem svetu, kjer vse to je, a ne, poleg omejitev in tega, hkrati pa delajo stalno tisto, kar so starši želeli. In ko pridejo stiske, ki pridejo, vedno ne vedo, a ne, a to zdaj oni kar delajo je zaradi staršev, zaradi njih samih, ne, kjer so njihove želje in se zgubijo, pojma nimajo pravzaprav, kaj oni bi, a ne, kaj je njihovo, kdo sem sploh jaz, kaj bi in pride do teh hudih bivanjskih praznot, na to se pa zlahka potem prilepijo takšne in drugačne odvisnosti ali pa druga neka patološka seveda vedenja, ne. Pa digitalizacija je normalno, da popolnoma vse spreminja, ne. Ampak zelo vse to je kramlji, danes se mi zdi zelo veliko povedal, ampak meni se zdi tisto bistvo, o katerem pa starosta slovenske psihologije Janek Musek, a ne, profesor govori, pa se premalokrat tudi na to poudarek, da z digitalizacijo se je zgodilo prvič v zgodovini človeštva, da otroci več vedo kot njihovi starši. In tukaj se vse spremeni. In to zdaj, na primer, se dogaja. To šolski primer tega je, na primer, mi odrasli, a ne, delamo vse varno, a ne, šola, popoln varen prostor, ne vem, vse okoli, a ne, popolno varen prostor in otroci seveda nevarnosti preizkušajo na TikToku. In odrasli pojma nimajo. Pa končno nekaj zvohamo, a ne, da delajo, Bog ve, kje so že oni, a ne. In seveda še marsikaj drugega se tukaj potem podreka. Ja, ne, Stefan je bilo takšen pogled v današnjo postmoderno družbo, če preverite, Delsova je francoska filozofinja napisala knjigo Sovraštvo do sveta, ali pa Drehar, Ne živite od laži in tako naprej, to sovražna literatura, ki pravzaprav ti odpre pogled, kaj se dogaja tam danes, te postmoderne družbi, kako je to nastavljeno, kako pravzaprav so to, ker zasvojenost in vse te stvari so samo posledica celotne zahodne družbe, kam smo prišli. Tukaj gre v tej postmoderne družbi, ni nobenih omejitev več, človek ne prizna nobene omejitve več, da sem Bog, ne? In če ni omejitev, je potem vse relativno. Je resnica, koliko je ljudi, toliko je resnic. Ne? Resnica je samo ena, ostala so stališča in tako naprej. Ne? Da
In tukaj imamo težavo, ne, da je potem seveda predhodna antropologija se zanika. Tradicija, to je nekaj konzervativnega. Kaj boš, vse, kar je novo, vse nove teorije, vse nove spoznanja so nekaj več, boljše. Pa je silno vprašljivo, koliko je to res. In tukaj imamo težavo. In seveda, to gre za neko, temu rečemo, moralno-kulturno revolucijo, ne več ekonomsko, kot je bilo včasih, še v naših polpreteklih časih. Princip pravzaprav je pa enak. Tukaj ne prihaja do pobojev več, da nasprotnikov narekovajo, ampak nekoga, ki ga hočeš izločiti, se vidite, kaj se dogaja, zasmehovanje, diskvalifikacija in tako naprej. Tistega, ki se hoče znebiti. To je ta problem današnjega časa, da človek pravzaprav ne pozna teh omejitev več in tukaj seveda so mladi, brez teh omejitev, kot sem prej rekel, ni možno vzgojiti mladostnika v odraslo osebo, da prestopi v ta odrasli brez te vertikalne avtoritete, tudi družbe, če hočete, naprimer, za fante je to silno pomembno, da je ta vertikalna avtoriteta, ki se danes sploh ne prizna. Ni govora, vsak je samostojen, vse je relativno. Ni več nekih norm, da ne govorimo o tradiciji. In to je težava. Glejte, kaj človek v stiski napravi? Nasloni se na spoznanja svojih prednikov, staršev, pokolenj pred nami. In oni so šli čez podobne zadevšne in njihova izkušnja nam pove, kaj je tisto, kar je smiselno in pametno napraviti. Če pa to zanikaš, si pa v nekem praznem prostoru, ki se ne znajdeš več, ne zmoreš, nimaš več možnosti, nimaš več pravzaprav mehanizmov, kako neke stiske, neke težave, neko obdobje, ki je res težko, presešti. Ker nimaš. To ni več velja, to, kar je bilo, to je vse zanikano. To je današnji čas, postmoderni in mladi v tem času je to, kar je Uroš prej prevedel. Za mlade je kot Galimberti napisal knjigo Grozljivi gost, nihilizem in mladi, če je kdo bral. Za mlade prihodnost ni več izziv, priložnost, ampak grožnja. To je problem. In seveda se umikajo v mamo. Ker logično, ker iščejo hitrih poti do zadovoljstva, do sreče, če hočete, in tako naprej. Da sta prazen prostor, se pravzaprav skušajo zapolniti za omamo, se pravi, da se priklopijo v svet, v resnici se pa anestezirajo. In tudi stari, pa predvsem mladi. In mladi so v današnjem času v zelo hudem položaju, težkem položaju, ker dejansko se ne morejo in ne znajo orientirati. Jaz sem izkušnja same svojega dela, da mladi pravzaprav rabijo avtoriteto, rabijo nekoga, ki ga pelje v svet, ki mu pokaže in mu sledijo kot ovce, če je ta človek res avtoriteta, in mu sledijo in ga hrepenijo po njem. Ta zunanji opor je samo zunanja fasada. Samo treba jih na način, tako kot je prej ta naš predhodnik Novak ne govoril, na nek način jih animirati, zainteresirati in sledijo, ker rabijo to. Dejansko. Tukaj v tem, jaz imam izkušnje s tem, ko sem z mladimi delal, povem približno, kaj vse so počeli in kako smo počeli na kakšen način. Kakšno vlogo pa v tej zgodbi mogoče igrajo odsotnost očetov? Zdaj, ni nujno, da fizična, ampak lahko tudi samo psihična, torej, da otroku ni na voljo in ne postavlja avtoritete in tega. To je to, a ne? Mislim, pač to imamo, kar vidimo, okoli sebe. Pač mladi otroci in mladi so neobvladljivi. Se to pač ni, nimajo pač neke moralnega čuta vesti in delajo, kar hočejo. In tisto, kar je strašljivo, jih noben ne ustavi. In to pač je ta osnova. Če ni vertikalne avtoritete, če se deluje po učinku ugodja, če jih starši kot taki otrok ne naučijo odlagati ugodje, potem postanejo neobvladljivi. In to se mi zdi danes, ker ni nikjer več avtoritete, ne policist, ne vojska, ne učitelj, ne točno to, da delajo, kar želijo. In katastrofalne posledice seveda ima to. Jaz pravim, dostikrat brez očeta ne vzgojem. Sem v današnjem času to že malo nevarno govoriti, že malo sovražni govor, ker je vseeno ali je 2 mame, 2 očeta in tako naprej, vendar pa za res pravo vzgojo, bom kar malo provokativen, je možno samo v, se pravi, heteroseksualno, biološko različni očetom in mami. Ker imate različne vloge. Ker oče nikoli ne bo mama in mama ne bo oče zaradi vlog, ki jih imamo tukaj, na to malo pozabljamo. Že res argumenti vseh teh zagovornikov istospolnih družin, oziroma parov, so v tem, da je važna varnost otroka. Pa seveda je važna varnost.
Vendar v tem procesu, v tej vertikalni avtoriteti, ki sem prej govoril, mora oče prevzeti posebno vlogo, mama pa posebno. Mama je vedno brezpogojno ljubi otroka. In ga bo vedno tudi potolažila, ko bo v stiski in tako naprej, ker ne naroče oče, vloga očeta pa je, da ga odpelje v realen svet, ker je poham prepovedi, zapovedi in tako naprej. In tukaj je ta razlika, zdaj črno-belo govorim, ne del. In tukaj ne more biti mama, veste, obenem, ki ga pelje v svet, ga prepoveduje, zapoveduje, mu tudi kaznuje, če je potrebno, obenem ga pa še tolaži. To je dvojna vloga, ne del. In tukaj je razdelitev, sicer pametna starša to po neki naravni poti, intuitivni napravita, tako kot se spodobi. In otrok je normalno življenje. Tukaj je pa ta problema, da več ali manj so mame tiste, ki vzgajajo, narekovajo in potisnejo očete na stranski tir. Se ti ga ne razumeš, ti ga nisi nosil, ti ga si pregrob in tako naprej. In očete se umaknejo in tle imaš pa vzgajajo. In potem, ki pride v pubertetah, se uprejo, določen procent, zlasti fantov, se upre materinskemu oziroma ženskemu principu in pravi, da je na fotor tle zrihtega. Ja, ne more ga več, ker ga ni bilo, vse ta obdobje ga ni bilo, nima več moči. In je to, kar imamo potem. No, si to najlepš pove, ko imamo na skupine hodile in ravnateljice, ko je razlagala. Ona pač je doumela in v zadnjem, se pravi v 7., 8., 9. razred, so imeli vedno težave z fanti in z vedenjem. In nič kaj dosti ni reševalo, hodile so pa v glavnem mame, ko so bile težave. In potem je ona rekla, da bi pa želela, da očetje pridejo. In večina mam, po njenih besedah, je rekla, da očetje ne želijo, nimajo časa, ne morejo. In ona se ni dala in je začela očete klicati. In je rekla, da se je več kot 80% trenutku odzvalo in so prišli. In da potem tudi večino težav so zelo hitro rešili. Tako da v praksi rečemo še, kako to izgleda. No, lahko si mislite, kaj se je doma zgodilo. To je pa drugo. Temu se pa ne sme govoriti. Ok. Eno vprašanje imam, ki je tako zelo odprtega tipa. Ampak tudi zelo praktično, mogoče za koga tudi tukaj, kakorkoli. Če bi pred vama se usedel človek, ki je pač na dnu, ki nima upanja, ki pač je postal ujetnik svojih slabih odločitev, kaj bi mu rekla oziroma kako bi mu pomagala, če bi mu? Ja, pomagaš lahko edino tako, da prosi za pomoč človek, ne? Se pravi, da pride do te težave, do takšnega stanja, da te na kolenih prosi, pomagaj mi. Poleg mora biti pa neki pogoji, objektivni so, jaz si mislim tako, da je možna ta pomoč. Vedno je pomoč prav, če kdo prosi, da mu to pomagaš, ampak v tem sistemu, pač pri meni, v tem socialno-pedagoški metodi, prvo moje vprašanje bi bilo, ali imaš ženo, oziroma imaš moža, imaš nekoga, ki mu je mar za tebe še v tem življenju. Ali si popolnoma sam kot pes na cesti. Če ima nekoga, potem je prav, da ta človek, ki mu je nekaj do tega človeka, pride zraven. In da skupaj gresta v nek proces prevzgoje, če hočete, ali kakorkoli, ali razreševanja te stiske. Da je nekdo na tem svetu, ki je pripravljen roko v ogenj zanj dati. Potem ima veliko večje možnosti, da bo uspel v svoji poti. Če pa sam, je pa zelo težko. Kajti vedno se vrača v svoj brlog, jaz tako grdo rečem, samote, kjer je sam in tako naprej, in ima hitro ga lahko zopet prevaga na drugo stran. Če pa je nekdo, ki je zraven, ki mu strudi, ko se ravno tako kot on potrudi za to, da uspeva, da potem pa ima možnosti. Se pravi, tukaj je vloga bližnjih, najbližjih, predvsem pa seveda moža, žene, otrok in tako naprej, silno pomembna. In tudi v šolah, veste, ko se ukvarjajo, sem bil eno leto v šoli psiholog, pa tudi s 4 kojnimi več ne spravijo, raj se nam razčetveti. Je bilo tako, Psihologo so pošiljali, veste, pač otroka, ki je bil malo problematičen razred, da tle imaš zrihtega, potem si z njim pogovarjaš, on se obljubi in zdaj razred zopet težave dela, normalno, In te gledajo, da bil, te gledajo slab delavci, slab psiholog, si ne znaš zrihtati in tako naprej.
In dokler ne doumeš, ne, da je to pravzaprav traparija, da ne doumeš, da nič ne moreš napraviti, če se starši ne bodo priklopili nek proces spremembe. Popolnoma nič, ker ta otrok se šole vrača zopet domov v ta patologijo družinsko, kakršnakoli že je, ponavadi v zadju ogromno alkoholizma, o katerem se sploh ne govori, ker samo otroka obravnavamo, ne pa staršev. To se dostikrat tudi na psihiatriji zgodi, ne? Da sploh ne pokličejo svojcev, ampak se pač samo s pacientom pogovarjajo, ki pač ima težave. Ker je pač popolnoma zgrešena zadeva. Mora biti širše okolje, širše ozadje, da se lahko ti, kot skušaš pomagati, orientiraš, da znaš prave poteze vleči. Drugače je to, veste, več ali manj tudi uspehov ni. Dejansko uspehov pri samskih so zelo, zelo majhni. Saj v tem, kako jaz delam. Pustimo zdaj ostalo psihoterapijo, to bo pač uraš morda, kaj drugače se verjetno ne strinja z mano, ampak ok. Ja, jaz tukaj drugače vidim, seveda. Mislim, zdaj bi mogel definirati, kaj pomeni, da je nekdo na dnu. Mislim, če govorimo v odvisnostih, potem to drži. In tukaj, sploh v odprtem tipu programov, nekoga, ki je zasvojen, pač lepo odvisen se zdaj vseeno, za te namene tukaj je nemogoče, ker preveč mislim, ni, ne gre, more pol, če so samski, so zaprti tipi. Zdaj pa, če so pa druge stiske, tudi v šoli, vsi načeloma, vsi večina jih tudi ve, če doma ni poštimano, stvari se bojo težko spremenile. Vendar, meni se tukaj zdi vse razlika, tudi za nekega osnovnošolca, če ima, pa ne rabi biti to, in ponavadi paradoksalno, niti ne ustvaril tega varnega okolja pri psihologih, ampak pri ponavadi kakšnih učiteljih, lahko si pa ravno ti tista oseba, ki ga vidiš, slišiš, se k tebi zateče, in pri nekaterih to naredi lahko zelo pomembno spremembo. In tudi tisti, ki nimajo zasvojenice, spet je tako, če so v parih, ali pa če so poročeni, če imajo partnerja, za večino prek pavca to zelo, preko pavca je dobro, da greste skupaj, zato ker praviloma velja, da veste v odnosu, v katerem seveda moramo vsak dan nekako delati, da je odnos dober, ni sam po sebi nikoli, sta partnerja vedno nekako tako usklajena, tako duševno, duhovno, približno na istem nivoju. In zdaj, če nekdo, pa če bo sam, definitivno rabi več časa kot s partnerjem, da se dvigne, ker partner vseeno ogledalo nastavi. In da boste več kompatibilni, bo mogel partner za njim prijeti, ali bo pa to se konkretno zamajalo. Zdaj, če pa za določene specifične probleme, pa tudi, tudi če je v odnosu pomaga, da si neke stvari razčisti, drugače vidi. In tukaj, kaj pa vem, jaz sem vsem z humanističnih psihoterapevtskih ved izobražen in zelo prisegam na pač odnos, na to jaz ti, in dialog in mnogo stvari pač kot tako, zelo velikrat se pričakuje od nas, da bomo svetovali, da bomo dali na svet, in tukaj je zares nič lažjega ni, kot pač dati na svet. Vprašanje pa, če to nekdo rabi, in pogosto, kar sam vidim, tukaj, da so razlike tudi v individualni terapiji in naredijo spremembo, je, ko ti nekoga dejansko vidiš, in slišiš in moraš z njim biti v tem, da je on slabo. In to je tudi tisto, kar je najtežje, saj meni, hkrati te pa tudi največ da. Tako, Ful zanimivo. Sej, ena stvar, ki mi je zdaj prišla na misel, je bila, ker ste govorili o tem, kako je odnos pomemben tukaj, pa sploh, da sta partnerja oba v tem. Kaj pa, če recimo se eden izmed dveh odloči, da bi nehal kaditi? Partner kadi. Nima problemov s tem, ne vidi to kot nič tazga, da bi rad nehal, ampak recimo partnerca bi pa rada nehala kaditi. Pa je mogoče partner privošči, da neha kaditi. Seveda nehi, dobro zate, super, ampak on pa še vedno kadi. A je procentualno tukaj sploh šansa, da se reši? Ne vem. Ne vem kako, ampak če hočeš meni prijeti, bosta oba dva nehala kaditi. To je predpogoj, da ga sploh vzamem, ne. No, sej to se mi zdi. In ima smisel, se pravi, nekako podpora pa okolje je tisto, kjer največkrat pogrnemo. Okolje sploh.
ker si ne dajemo dovolj možnosti za uspeh sami, ker si okolje pač dejansko si sami pasti nastavljamo. A ne? Jaz imam en primer, ker sem hotel. Jaz sem cel življenje imel televizijo v sobi, cel življenje sem jo imel in brez televizije jaz nisem mogel zaspati, dokler nisem na neki točki ugotovil, da me je strah, če ni televizije pržgane, da čist ratam tak, majhen. Mislim, da je kar tam nekdo v sobi, nekaj slišim itd. Dokler se nisva z ženo preselila v Bežigrad, sem že dosti delal tudi na sebi in je bilo tam v spalnici vse nastavljeno za televizijo in jaz sem že gledal, kjer televizijo dal gor. Pa sem pa knjigo od James Cleara bral in tam noter je pisal, naj bo prostor namenjen temu, kaj greš tam delati. In v bistvu nekako sem rekel, ok, televizijo v spalnico ne bom dal in sem šuja čez nek tak, po moja žena sploh ve tega, ampak en mesec sem imel problem za spat, sploh če sem bil sama, ampak sem bil tako, kot majhen otrok. In to sem verjetno iz tam vlekel. Ampak šele, ker sem si okolje spremenil, sem lahko zdaj da grem brez problema in tako dobro spim, veliko bolj kot prej. Ja, brez heca. Tako da ja, na kaj smo lahko vsi tukaj bolj pozorni, ko izbiramo okolja, v katera gremo. In kaj lahko naredimo, zato da si sebi življenje kreiramo tako, da bo disciplina bolj možna sama po sebi, da bomo lahko bolj čuječi, prisotni in ne toliko, kako bi temu rekel, da nas ne bo vse toliko potegnili, čeprav tega ne bi hotel narediti. Kaj bi vidva rekla? Ja, gledajte, seveda je določen, ko sem že prej govoril, da vse je od nas odvisno. Noben terapeut ne bo naredil tistega, kar mora človek sam napraviti. Jaz bolj pravim terapeut, bi moral biti pravzaprav v nekem smislu, tukaj, ker ko jaz delam z ljudmi, bolj inženir njihovega življenja, se pravi v nekem smislu, da jim pokažeš pot, po kateri treba hoditi in tukaj potem dobivajo izkušnje, kaj je tisto, kar pač osmišljuje njegovo življenje, da se najdejo noter. Tukaj je pa garanje, tukaj niso heci, tukaj je radikalna sprememba ponovadi nekega načina življenja in tako naprej. In seveda vsak posameznik bo to napravil, ali je pripravljen ali ne, pa drugo vprašanje, ker ljudje, bom en ta citat enega psihiatra, zdaj rad povedal, ne Saksa, drug je bil, ne se vsenke to. In napisal takole, ko je prišel pacient k njemu, na prvi strani v knjigi se spomnim, ki je napisal, je prišel k njemu in rekel, vem, da se moram spremeniti, ampak če to pomeni, da se bom spremenil, tega nočem. To je približno tisto, da vemo, da moramo nekaj drugače, ampak te vzorci vedenski, kot so takšni, da jih ne želimo zapustiti. Pa je jasno, da je vzorc tisti, ki me pripeljal do stiske, težave in tako naprej. Tako da vsi imamo to nalogo, da pravzaprav opravimo, kot Frankl, znameniti govori v svoji logoterapevtski, se pravi, principu dela z ljudmi, vsak mora iskati svoj smisel, najdeš ga pa tako, da živiš za nekoga ali za nekaj. Se pravi, da samo presegaš sebe. Ne, da se ta samo uresničitev današnjem, ko govorimo, moram na sebi delati, moram na sebi. Kaj to pomeni? Sem jaz središče sveta? Obratno. Če imam jaz fokus izven sebe, se pravi v otrocih svojih žene, svojem ustvarjalnem delu, naprimer, tako naprej, se lahko presegam vsega preseganja, najdem smisel življenja, ne da bi ga iskal. To je bistvo. In sem srečen, zadovoljen, globoko v sebi, ne da hlastam pa pri sreči, ker se mi stalno izmika. Vse to izkušnja imamo vse. Se pravi, način življenja, ki ga živim. To je jedro. Ali živim prav, ali naloge življenjske, ki jih življenje meni pred prah postavlja, izpolnjujem tako, kot se spodobi, vsaj v večini primerov, ali ne. Tukaj rezultira potem, ali bom v življenju uspelo brez hudih bušk ali ne. In tukaj sem sam na tem novem svetu. Ta smisel bom sam najdel, preko svoje angažmaja, da delam ta prave stvari. To mi govori moja res natančni notranji organ, ki mi natančno pove, kaj je tisto, kar je prav. Lahko imamo obrambne mehanizme, zanikamo, ne vem kaj, projiciramo vse skupaj, ampak natančno nam res govori, kaj je tisto, kar je prav. Tukaj pa malo bežimo, ne? Bravo, lepa, bravo, ja, kar prosim.
Ja, si kar pove, no, ampak mi se zdi zdaj, meni tukaj tako, kar delam, kar vidim v končni fazi tudi pri sebi, ne, je, meni tukaj Erikson je zelo všeč in njegova teorija, ne, in on pravi, seveda tam približno po 30, ne, pa do 60 je ta ustvarjalnost napram stagnaciji, ne, in tukaj se mi zdi, je zelo pomembno, da upravljaš normalno te naloge, ne, tudi to, da si pač vsi ljudje smo ustvarjeni za to, da dosegamo cilje, da smo dejavni, a ne, ker tudi to je danes problem, da je toliko enega nasilja, ker mladi normalno niso dejavni, a ne, se tudi starši vse namestnih naredijo in mi, če nismo dejavni, pač je nasilje, a ne, destrukcija, kot Erich Fromm o tem piše, a ne, kot pač trpljenje zaradi nedejavnosti kot take in to, ne, da si dejaven, da usmerja seveda, da se za nekoga, ne, za nekoga drugega, da rasteš, da ustvarjaš, a ne, ker če ne, je pač stagnacija, ne, in en tako obdobje stagnacije in če ne upraviš pravzaprav teh nalog, si to pa vsak ve, a ne, vsak dan tisto narediš, se mi zdi tako, vsak pri sebi ve, a ne, kaj že zjutraj, a ne, kaj ti življenje postavi pred tebe, a ne, in da to pač moraš reševati, ne, če ne, se mi zdi tako po enih 15 letih take solidne stagnacije, niti ne želiš vedeti, kdo si, ne. In potem tukaj je zelo pač pa pomaga, seveda, kaj popiti, dobro pojesti, ne, ali pa pač karkoli drugega, ali pa ne, nek vrhunski šport, ali pa ne, delo, pač deloholizem, karkoli od tega, ne, in to se mi zdi, da tukaj da duhovno, duševno rastemo, ne, pač v najširšem smislu, se ni zdaj vsakih, se pravi 80 let, ne, pride do nekih sprememb, katerih sploh danes, ki se tako narekuje, večno mladi, a ne, lepi in tako naprej, težko sprejemamo, a ne, in nas opozarja na tak ali drugačen način, vse stvari okoli nas, v nas samih, a ne, in tudi tukaj potem hitro rabimo kakšne druge distrakcije, da to, a ne, da se s tem ni treba soočiti, dokler potem do neke velike krize ne pride, a ne, na nek tak način, ne. Ampak tako, če govorimo o teh časih danes, a ne, kot družba, a ne, meni je bilo zelo všeč, kar je seveda naš akademik doktor Muhovič že rekel, ne. V teh danes pač problematičnih časih, ja, ne, z nekega vidika definitivno in gledano z seveda toliko semester, ne, najbrž ne z nekega vidika 20-letnika, ne, on je rekel, kako, in to je vedno bilo v zgodovini in pač zdaj ponovno smo očitno v neki taki periodi in on je lepo povedal, seveda v jeziku umetnostnega zgodovinarja, on kot slikar, ne, kako vedno, ne, je bil čas pač nekega arhaizma, kateremu je sledil klasicizem, ne, ki je dolgo trajal, ne, in so se neke vrednote oblikovale, neke tradicije, ne, on tudi govori o tem, pač to si lahko kdo pogleda, kaj ga znijo med tradicijo in tradicionalnostjo, kar je tudi razlika, ne. In potem pride manierizem, a ne, za tem klasicizmom, a ne, ko gre nadol in ta manierizem naredi vse, tudi če je v popolnoma nasprotju z zdravim razumom, zdravo pametjo, vse, da bi sesul ta klasicizem, a ne, in tukaj nekako se zdi, da se mi danes nahajamo in kar je tukaj pomembno je, da okoli sebe, a ne, imaš neko, v narekovajih, normalno družbo, a ne, stabilno, da ohraniš znotraj tega norega sveta, a ne, neko normalnost, tako v tem kontekstu se mi zdi tako zelo pomembno. Ja, super. Andrej Perko, Uroš Perko, hvala vam za tale čas, ki ste ga namenili temu. Hvala vam. Upam, da vam je bilo okej. No. Zdaj vidite, zakaj moji podcasti so redko 1 uro, ker jaz sem se iskreno grel, jaz sem imel vprašanje zdaj, kam bi šli mi vse skupaj. Ampak mislim, da bomo nadaljevali, jaz bom tudi po moje povabil na epizodo, pa bomo še tam kakšno več rekli, ne. Upam, da ste se imeli tudi vidva dobro in da boste tole laudala v en skupen spomin, no. Tako, bova, ne dvomilo. Super, hvala. Hvala vsem.